Zelje je ena najstarejših zelenjadnic na našem vrtu in zaradi velikosti glav jo nekateri imenujejo kar vladar vrta. In ta vladar je zelo velikodušen do našega zdravja, če ga le dovolj uporabljamo. Ali ste vedeli, da imamo Slovenci eno staro avtohtono sorto zelja? To je varaždinsko zelje. Ima lepe, okrogle, nekoliko ploščate glave svetlo-zelene barve. Listi so tanki, nežni in tvorijo zbito glavo. Te vladarjeve glave rastejo počasi, skoraj da 4 mesece, a so nepogrešljive pri kisanju in pri zimskem skladiščenju. Gremo jih posaditi. Junija je pravi čas za varaždinsko zelje. Če ga boste uporabljali kot nedozorele glave, je še vedno čas, da ga lahko posejete. Jaz bom pa danes sadila sadike. Naredim sadilno jamico in jo napolnim z bogatim domačim kompostom. Nič ne škrtarim. In potem sadiko posadim vse do prvih listov. Lahko sadite cikcak, če želite prihraniti prostor, ali pa tako kot jaz, kar v vrsto. Razdalja naj bo približno 40 cm. Če boste jih uporabljali sproti, kot nedozorele glave, če boste jih pa uporabljali za jesensko pridelavo, potem naj bo razdalja vsaj pol metra. Ker grede vedno mešano zasadim, ob zelju raste zelena, ob robu pa ognjič in kamilice, sami odlični sosedje. Zelje zahteva na vrtu nekaj pozornosti, kot se za vladarja spodobi. Potrebna je redna oskrba z vodo, da ne bodo pokale glave. Zastirka je odlična rešitev, poskrbi za vlago in še spodaj ostane zemlja rahla. Jaz jo običajno polagam takoj, ko zelnate sadike sadim. Letos je pač veliko vlage, zato je bo zastirka še malo počakala. V poletnem času bom te moje zeljne sadike še gnojila z domačim pripravkom iz koprive. In ko bom paradižniku obtrgavala zalisnike, bom le te polagala med zeljnate glave, da prelisičim kaposovega belina z vonjem. Sicer je to lep bel metuljček, a ne želim, da poseda po mojih zeljnih glavah. Res se veselim že prvih zeljnatih glavic. Najprej bom iz njih pripravila eno dobro zeljno salato, ki imamo vsi radi. Ostale bodo šle v čeber za kisanje. Rada vas bi pa še spomnila na še eno uporabo listov, ki je že nekoliko pozabljena. In sicer list kot obliž za rane, za pike, opekline ali obkladek za različne bolečine. To prvo pomoč so poznale že naše babice in jo tudi uporabljale. Preverjeno deluje. Kar poskusite!